Dobrodošli v oddaji Pregled tedna, kjer bomo preverili dogajanje v slovenski Istri. Začenjamo z Univerzo na Primorskem, ki različna društva poziva k sodelovanju na oktobrskem dogodku Štart UP. Poglejmo podrobnosti. Štart UP je športno-družabni dogodek, ki ga organizira Univerza na Primorskem. Letošnja 3. edicija bo potekala v soboto, 5. oktobra med 10. in 16. uro v obmorskem parku Žusterna. Dogodka se ponavadi udeleži okoli 500 študentov in naključnih mimoidočih, ki se jim ta dan predstavijo različne športne, kulturne, humanitarne in druge organizacije, ki jih Univerza k sodelovanju poziva tudi tokrat. V tem trenutku iščemo in pozivamo društva, organizacije, zavode, podjetja, vse, ki bi dejansko videli nek smisel v tem, da se predstavijo našim študentom Univerze na Primorskem, da predstavijo svoje aktivnosti, kaj ponujajo in kako se lahko študenti v njihove organizacije vključijo, da se v bistvu prijavijo, pridejo na ta dogodek in dejansko tam popestrimo dan študentom. Dogodek ima tudi dobrodelno noto, saj si organizacije mesto na dogodku zagotovijo z izvedbo donacije humanitarnemu društvu Palčica Pomagalčica v višini najmanj 10 evrov, kar ne velja za humanitarna društva, ki se prijavijo k sodelovanju. Obisk študentov je zagotovljen, saj bodo študentje na dogodku pri vsaki točki dobili po en žig, ki jih bodo zbirali na kartončku aktivnosti, zato sodelujoče organizacije ob prijavi spodbujajo, da pripravijo informativno-zabavno aktivnost. Dejansko v teh letih različne organizacije prihajajo z različnimi motivi na ta dogodek. Od tega, da recimo pridejo iskat aktivne člane, da pridejo iskat prostovoljce, tudi do tega, da dejansko ponujajo zaposlitve mogoče študentom, oziroma iščejo študente, ki bi potem pri njih delali, pomagali in tako naprej. Tako da dejansko motivov za to, zakaj pridejo organizacije do nas, do tega dogodka je veliko. Ena izmed organizacij, ki je v preteklih letih že sodelovala na Štart UP, je kulturno-izobraževalno društvo Pina, kjer menijo, da je to odlična priložnost za predstavitev pomena nevladnih organizacij in doprinosa lokalnemu okolju. V bistvu naša izkušnja je zelo pozitivna. Vsako leto zdaj se udeležujemo tega dogodka. Zakaj? Ker v bistvu to nam da priložnost, da srečamo študente, spoznamo nove študente, v bistvu jim predstavimo, kaj delamo, naše možnosti, naše usposabljanja, naše treninge, tako da v bistvu navežemo prvi stik z njimi, kar nam da potem v bistvu nam razširi nek bazen mladih, ki jih lahko vključujemo v naše aktivnosti. Zainteresirane organizacije se lahko prijavijo preko obrazca na spletni strani upr.si. Požarna ogroženost je do preklica podaljšana v občinah slovenske Istre. Za večji del Primorske je od 17. julija veljala velika požarna ogroženost, ki jo je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje minuli torek preklicala, vendar so se župani občin slovenske Istre odločili, da zaradi trenutnega stanja v naravnem okolju požarno ogroženost podaljšajo do preklica. Ponavadi velika požarna ogroženost razglasi Uprava za zaščito in reševanje. Ponavadi, ko so izredna sušna obdobja, brez dežja, posebej ko piha kakšen veter, vemo, da gorljiv material naravni, kot so trava, grmičejo, gozd, pač je suh in zato je tudi velika verjetnost, da pride do požara, da nastane požar in tudi, da se hitro razširi. Gasilske enote na območju slovenske Istre bodo v tem času zagotavljale stalno dosegljivost odgovornih oseb, povečano pripravljenost operative in tehnično brezhibnost gasilske opreme. V primeru požara, zdaj, če gre za manjši požar, ki ga lahko sami obvladujemo, lahko si pomagamo, če imamo zraven kakšno vodo, gasilni aparat, lopato, grablje. Čim je večji obseg, je požar večji, najboljše je poklicati čim prej na 112, se umakniti, nam podati vse potrebne informacije, predvsem lokacijo, obseg požara, mogoče pustiti kakšen kontakt, da se lahko kontaktira prijavitelja, zato ker ponavadi požari v naravi so kakšenkrat nedostopni, mogoče pričakati gasilce na terenu, v glavnem čim prej poklicati na 112.
Kako pa pravilno ravnati v primeru požara v naravnem okolju? Ko je razglašena velika požarna ogroženost, je prepovedano seveda kuriti kresove, izvajati skratka vse aktivnosti, ki bi lahko povzročile požar, uporabljati vse predmete, ki bi lahko povzročili požar, ognjemete izvajati, tako na kratko. V primeru, da se v času požara nahajamo na njegovem širšem območju, kjer so prisotni dim, saje in vonj po gorenju, se moramo zaščititi s kakovostno masko. Bistvenega pomena je, da se v času, ko je onesnaženost zunanjega zraka z delci zelo velika, kar traja omejen čas, zavarujemo s kakovostno masko in jo tudi pravilno namestimo ter nosimo. Ob požaru se čim prej umaknemo na območja, kjer je zrak manj onesnažen. Preverili smo, kaj se je v času olimpijskega festivala dogajalo v Centru športov na Mivki. V Centru športov na Mivki je od 27. do 30. julija potekal olimpijski festival. Njegov namen je bil ljudem približati olimpijske igre, ki trenutno potekajo v Parizu, ter pripeljati nastope slovenskih športnikov v lokalno okolje. Koper je služil kot prvo prizorišče v Sloveniji, festival pa sedaj potuje še v druga slovenska mesta. Poleg prenosov slovenskih nastopov na velikem zaslonu, seveda to priložnost izkoriščamo tudi za športne poligone, torej za športne izzive. Želimo namreč predvsem mlade navduševati za šport kot takšen in jim ga približati, seveda pa tudi malo širiti duh olimpizma, ideje olimpijskih iger, to širino, ki dejansko jo predstavlja. Organiziramo tudi pogovore z zanimivimi sogovorniki iz sveta športa, tudi z bivšimi olimpijci, tako da dejansko ustvarjamo neko tako atmosfero, prostor druženja, družabnosti in navijaštva seveda. V ponedeljek je na festivalu potekal pogovor z nekdanjim slovenskim kajakašem na mirnih vodah, ki se je svojih prvih olimpijskih iger udeležil pred 20 leti. To je neka izkušnja bila takrat zelo pomembna zame, pa zelo velika, pa intenzivna. Danes pa kot trener z razdalje gledam na to že zelo drugače. In danes so te izkušnje z olimpijskih bolj kot ne anekdote za moje tekmovalce, pa mogoče malo nekih izkušenj, na katerih gradim svoj pristop z mladimi tekmovalci danes, ko skupaj upamo na nove olimpijske igre. Na vseh olimpijskih igrah se je do sedaj zvrstilo 23 olimpijcev iz Kopra, na letošnjih pa jih nastopa 6. To so 3 člani rokometne reprezentance, rokometašica Eva Hrvatin ter kajtar Toni Vodišek. Občine slovenske Istre že 4. leto zapored sodelujejo v preventivni akciji zatiranja ličink tigrastih komarjev. Komarji so družina dvokrilcev, v katero uvrščamo okoli 3500 danes živečih vrst teh žuželk. Večina njih se prehranjuje s krvjo in so za človeka pomemben dejavnik razširjanja mikroorganizmov, ki povzročajo bolezni. Komarji so redni spremljevalci vročih poletnih dni pri nas, poleg avtohtonih vrst, veliko preglavic in nadležnosti povzročajo tigrasti komarji. Tigrasti komarji, to je rodna vrsta, se pravi, ni naša avtohtona vrsta. Je sposoben prenosa različnih povzročiteljev bolezni, predvsem virusov, naprimer virusa denge, čikungunje, rumene mrzlice, virusa zahodnega Nila in je zato zelo pomemben prenašalec teh povzročiteljev bolezni v našem okolju. Poleg tega se v primerjavi z našimi avtohtonimi vrstami hrani predvsem podnevi in je zaradi tega tudi zelo nadležen. Komarji so prenašalci različnih povzročiteljev bolezni. Raziskovalka na Univerzi Primorske Famnit Katja Adam nam je povedala, da jih Svetovna zdravstvena organizacija prav zaradi tega dojema kot najsmrtonosnejšo žival na svetu. Komarje, kot sem omenila, komarje Svetovna zdravstvena organizacija uvršča v sam vrh najsmrtonosnejših živali na svetu. Prenašajo zelo različne povzročitelje bolezni, od virusov, recimo virus denge, čikungunje,
virus zahodnega Nila, to so samo nekateri izmed teh pomembnejših virusov, pa tudi naprimer plazmodije, ki povzročajo malarijo in zelo veliko število smrti pri ljudeh. Komarji so poleg obilice sonca zvesti spremljevalci poletja, zato so se občine Slovenske Istre v sodelovanju s komunalnimi podjetji in zunanjimi izvajalci letos ponovno odločile za preventivno akcijo zatiranja ličink tigrastih komarjev. Namenjena je zmanjševanju možnosti za njihovo razmnoževanje. Občine Slovenske Istre že 4. leto zapored usklajeno izvajajo akcijo zatiranja komarjev, tigrastih komarjev. Komunala Izola kot projalec velikega dela javne infrastrukture pač operativno izvaja to akcijo in sicer na način, da nanaša sredstvo, ki preprečuje razmnoževanje v kanalizacijsko omrežje, v peskolove, torej povsod, kjer se pojavljajo stoječe vode. Akcija poteka od maja do septembra v mesečnih intervalih. Nazadnje smo pred 2 tedni nanesli to sredstvo in ponovno, ki ga bomo v drugi polovici avgusta. Pri preprečevanju širjenja in povečevanja številčnosti tigrastih komarjev lahko pomembno prispevajo tudi občani sami. Občani vsekakor lahko pomembno prispevajo k zatiranju in sicer na način, da preprečijo, da nimajo v okolici hiš in stanovanj stoječo vodo. Tukaj bi poudaril, da je že najmanjša količina vode dovolj za razvoj ličink, naprimer kot je voda v podstavkih rož, posod in podobno. Drugi način pa, če imajo večje posode z vodo, pa lahko pridobijo enako sredstvo, kot ga tudi mi uporabljamo, brezplačno na sedežu komunale, torej občani Izole so vabljeni, in nanesejo to sredstvo sami v te posode. Poudaril bil, da sredstvo ni nevarno, ni škodljivo za ljudi, za živali, za okolje, saj ne deluje kemično, ampak na mehanski način prepreči razvoj ličink in na tak način zmanjšamo število komarjev. Nekaj kapljic sredstva Aquatin zadostuje za 1 kubični meter vode. Slednji deluje mehansko. Na vodni gladini ustvari nekakšen film, ki preprečuje dihanje in razvoj komarjevih ličink ter odlaganje jajčec. Sredstvo je priporočljivo nanesti večkrat, na vsake 4 tedne oziroma 28 dni. Razvojni krog od jajčeca do odraslega osebka komarja namreč spomladi traja od 15 do 20 dni, poleti pa le od 6 do 8. Sredstvo Aquatin je možno kupiti tudi v specializiranih trgovinah. Zaključen je prvi prijavni rok za študente. Koliko se jih je vpisalo do sedaj, poglejmo. Po zaključku prvih prijavnih rokov za vpis na dodiplomske študijske programe za študijsko leto 2024-2025 je na Univerzo na Primorskem sprejetih 1300 kandidatov. Od tega je 932 sprejetih državljanov Slovenije in Evropske unije ter 368 državljanov držav nečlanic Evropske unije. Med slednjimi je 305 kandidatov iz Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Kosova, Srbije in Severne Makedonije ter 63 kandidatov iz drugih držav nečlanic Evropske unije. Zdaj, če malo pogledamo glede na primerjavo z lanskim letom, na roku za Slovence in EU je malenkost več kandidatov kot lani, medtem ko se je število zmanjšalo na tujcih, to pa smo mi pravzaprav namenoma naredili z našimi omejitvami, ko smo tudi razpisali manjše število mest. Tako da smo glede na trenutne številke po prvih rokih zelo zadovoljni. Ravno ob polnoči se je zaključil pa še drugi rok za tuje kandidate, kjer je pa še 165 interesentov, da bi študirali na naši univerzi. Potekajo pa še izberni postopki, tako da bomo videli, koliko se jih bo dejansko potem lahko tudi vpisalo k nam. Največjo omejitev med slovenskimi kandidati oziroma kandidati Evropske unije so obeležili na programih predšolska vzgoja, biopsihologija in fizioterapija. Pri nečlanih Evropske unije pa je velik interes za programe računalništvo in informatika ter bioinformatika, prav tako pa za programe, ki se izvajajo v angleščini, to sta management in turistika. Iskreno, mi bi si želeli še več, predvsem omejitev na nekaterih programih, ampak tako kot trenutno kažejo izkušnje preteklih let in kam gremo, je to tista usmeritev in pa trendi, ki smo si jih želeli. Tako da vsako leto je kakšna omejitev dodatna na kakšnem programu in to je tisto, s čemer si tudi prizadevamo in dvigujemo kakovost, s čemer smo pravzaprav zavezani.
Drugi prijavni rok za Slovence in državljane Evropske unije bo potekal od 21. do 27. avgusta. Pretekli teden je na Largu pri Špini v Izoli potekla predstavitev knjige Ribiški dnevnik od Izole do Savudrije in malo čez. Avtor knjige je izolski ribič, ki prihaja še iz druge povojne generacije, ko je bila Izola še zelo ribiško mesto, morje pa polno rib. Takrat so imeli ribiči dela oziroma rib čez glavo. Jaz sem mornar in rekel, jaz sem bil tudi ribič, mornar. Mi piše na knjižici Marino, mornar, ribič in kuhar. Vsako jutro sem pekel ribe na žaru za ribiče šoferje del Marsa. V Vrsarju, Puli, Lošinju, Porečju, Novigradu. Medtem ko je bil na morju, je pisal Ribiški dnevnik, v katerem je poleg številnih zgodb tudi veliko njegovih fotografij in risb. Jaz sem se lotil pri burji. Je bilo burja 14 dni, 2 tedna. Zakaj ne bi po burji, ker ne morem loviti ribe, bom napisal te zgodbe, moja knjiga, ribiško. Ko niste mogli loviti, Seveda, sem pisal noč in dan. Moja družina, oče, mama, dela v bolnici, bolničarka, moji sosedi, Tinka Jamnik, spomenik, ribiški vlog, ga vidim vsak dan. Knjiga, ki jo je izdala založba Grafit Line iz Izole, je napisana v mešanici slovenščine, italijanščine, hrvaščine oziroma v pristnem ribiškem dialektu Izole. Kateri spomin vam je najbolj ostal v spominu? Recimo en najboljši in en najslabši. Najboljši je bil, ko sem imel morskega psa, 2,5 metra in potem me je srečal morski pes tu 3 milje od Izole. Je prišel kolega, je rekel, Marino, nikoli na morje ne bom šel s tabo. Zakaj, Dino? Zato sem se polulil. Ja, je bil morski pes 7 metrov dolg. Na koncu predstavitve knjige so prvič javno predvajali tudi 15-minutni dokumentarni film o delu na ribiških ladjah Riba 1 in Riba 2. V galeriji Plac Izolanov pa si bo še nekaj časa mogoče ogledati tudi razstavo fotografij Dušana Ambroža o razrezu teh 2 ribiških ladij. V kina prihaja film Tartinijev ključ, ki so ga lansko leto snemali v Piranu. Preverili smo, kaj občina Piran meni o prihodnosti mesta kot filmski destinaciji. V kinematografe 24. oktobra prihaja nova družinska kriminalna drama Tartinijev ključ. Zgodba je umeščena v Piran, kjer se križajo poti 3 otrok iz različnih socialnih sredin. Domačinke Marijo, ki živi z babico, Roberta iz poletne kolonije, ki se doma sooča z alkoholizmom in nasiljem, ter Barbare, ki je v družinskem apartmaju na počitnicah z očetom in njegovo partnerko. Otroci se spoznajo na Tartinijevem trgu, kjer se začne tudi njihova skupna avantura. Zgodba se zaplete zaradi SMS sporočila, ki jih vodi do prve uganke, ki sledi niz dogodivščin povezanih s srednjeveškimi skrivnostmi Pirana. Dinamičen film prve ljubezni, neko kvazi kriminalno zgodbo, veliko glasbe, tako in ne bom jim dolčasno.
Ker scenarij filma vključuje zgodbe povezane s piranskim maestrom Tartinijem in so bila snemalna prizorišča skoraj v celoti predvidena v starem mestnem jedru Pirana, je občina Piran še pred snemanjem filmsko ekipo najprej spoznala s poznavalci mestne zgodovine iz Pomorskega muzeja Sergej Mašera ter italijanske skupnosti Giuseppe Tartini, ki so filmarje poučili o nekaj zanimivostih iz zgodovine, sledil pa je še obširen ogled snemalnih prizorišč. Občina je med snemanjem filmski ekipi nudila logistično podporo. Iz piranske občine so nam povedali tudi, da je snemanje filma imelo za samo mesto večkratne pozitivne multiplikativne učinke. Filmarji so pri nas dobrodošli in se tu dobro počutijo, kar je pomemben dejavnik tako za uspešno snemanje filmov, kot za pozitivne učinke na lokalno ekonomijo. Na to temo je bilo opravljenih že več strokovnih razprav, nenazadnje tudi na nedavnih edicijah Festivala slovenskega filma Portorož, ki pri nas poteka vsako leto. Očitno je, da sta film ter gostinstvo in turizem več kot kompatibilni gospodarski panogi, tu je pozitivni vpliv snemanja filmov najbolj evidenten. Filmska produkcija podpira tudi malo gospodarstvo, saj vključuje številne storitve od prevozov, popravil, izdelave scenskih elementov, krojaške in številne druge storitve. V večje filmske produkcije so vključeni tudi lokalni prebivalci, bodisi kot statisti, bodisi kot podporni strokovni kader, tako da so pozitivni učinki tudi na področju zaposlovanja. Zaenkrat potekajo aktivnosti promocije Pirana kot filmske destinacije, bodisi samostojno, bodisi s pomočjo Slovenskega filmskega centra. Lansko leto so z Ministrstvom za evropske in zunanje zadeve soorganizirali dogodek za tuje predstavnike gospodarske diplomacije, kjer so Piran promovirali kot filmsko destinacijo odličnosti za tuje trge. Povezujejo se tudi z Istro onstran meje, ki je za filmarje izjemno zanimiva in zelo prodorna filmska destinacija. Občina Piran še naprej želi ohranjati in razvijati status ene izmed najbolj zaželenih filmskih destinacij v Sloveniji in se bo v prihodnje še intenzivneje razvijala v to smer. Želijo si vzpostaviti regionalno filmsko pisarno oziroma tako imenovano filmsko komisijo, ki bi poleg sistematične promocije skrbela za servis filmskim produkcijskim ekipam. Z Ministrstvom za kulturo in Viba filmom se pogovarjajo tudi o možnostih oživitve prostorov nekdanjega filmskega studia na Fornačah, saj to vrstnih kapacitet na območju celotne Istre primanjkuje. Več vsebine o zlati dobi filmske industrije v Piranu pa si lahko ogledate v naši zgodovinski oddaji Pogled nazaj na YouTube kanalu Megafon TV. Na Ibici so opazili neznani leteči predmet. Če je to res ali le optična iluzija, pa presodite sami. Pozdravljeni v oddaji Kulturni napovednik, kjer vam na tedenski bazi predstavimo dogodke, ki se bodo odvili v slovenski Istri. Že jutri se v sklopu poletnih glasbenih večerov na Titovem trgu v Kopru lahko udeležite koncerta zasedbe Giuliano Tull Jazz Trio, ki pod vodstvom italijanskega saksofonista Giuliana Tulla ponuja repertoar skladb najbolj priznanih saksofonistov sveta. Koncert se prične ob 21. uri. Na isti večer pa bosta v sklopu poletnega uličnega festivala potekali dve lutkovni predstavi. Sprva se bo predstavilo gledališče Piki iz Slovaške s predstavo Babica iz Jajčka, sledil pa ji bo legendarni Matija Solce s famozno Pulcinello. Pričetek ob 19:30. Lutkovnim predstavam pa bo na sosednji lokaciji v taverni sledil koncert elektrofolk glasbe. Nastopila bo zasedba Madela iz Čila, ki meša plesni bit digitalne elektronike z latinskoameriškim folkom. Pričetek koncerta ob 22. uri. Na ponedeljkov večer s pričetkom ob 22:30 bo v koprski taverni nastopila zasedba Mood Swing Quintet, ki, kot že samo ime skupine narekuje, preigrava swing, dotika pa se tudi džezovskih voda.
Vzporedno pa se bo v Luciškem parku Sonce odvijal koncert izolskega kitarskega virtuoza Elvisa Shahbaza. Ta koncert pa se prične ob 20:30. V sredo se lahko odpravite na 3. večer festivala Jeff, ki bo potekal v vrtovih Pokrajinskega muzeja Koper, ter na katerem se bosta predstavili hip-hop in jazz zasedba Ivory Collective ter zasedba Grant, ki žanrsko plava med etnom, rockom ter svobodno improvizacijo. Pričetek koncerta ob 20. uri. V četrtek bo v vrtu Pokrajinskega muzeja Koper potekal še en dogodek. Istrski potujoči Kino Istra bo namreč tam predvajal letošnjega Oskarjevega nominiranca za najboljši mednarodni celovečerec, film z naslovom Jaz, kapitan. Projekcija bo platno osvetlila ob 21:30. Četrtkovi večeri pri Špini pa bodo ta večer na svojem odru na Largu pri Špini gostili Švedinjo Emilijo Merteson, ki bo svoj nastop pričela ob 20:30. Pol ure kasneje pa se bo na križnem hodniku samostana Svetega Frančiška v Piranu v sklopu piranskih glasbenih večerov predstavil slovenski ansambel, ki nosi ime Nova Skola Labasesis, ter se posveča izvedbam stare glasbe na zgodovinskih glasbilih. Na petkov večer pa Mladinski center Markovec City v sklopu svojih akustičnih večerov vabi na hiperzabavno glasbeno improvizacijo tandema in Buš. Dogodek se prične ob 20:30. V izolskem letnem kinu Arigoni pa bo ta večer potekal Alterfest, ki bo predstavil sveže zvoke obalnih zasedb. Nastopili bodo Liquid Gasoline, Impulzija, Argo, Kicks in Good Freddy. To je z naše strani vse. Napovednik dogodkov si lahko preberete tudi na naši spletni strani www.megafon.si. Se vidimo prihodnji teden. To je za danes vse. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.